Pozdravljeni v podkastu Misija kakovost. Tema današnjega pogovora bo profesionalno učenje in delovanje učiteljev, vzgojiteljev, ki poleg učnih dosežkov in razvoja otrok ter varnega in spodbudnega učnega okolja predstavlja enega od stebrov kakovosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Za uspešno in kakovostno delo je torej pomemben tudi profesionalni razvoj strokovnih timov. To zelo dobro ve naša sogovornica, ki prihaja iz vrtca Litija. Liljana Plaskan je bila najprej 20 let vzgojiteljica, kar ji daje dragocen pogled v pedagoško delo in vodenje. Zadnjih 18 let pa je ravnateljica vrtca, ki ga obiskuje 580 otrok. Dobrodošli v podkastu Misija kakovost. Dobrodošli, lepo pozdravljeni in hvala za vabilo. Liljana Plaskan, zakaj verjamete, da je dobro počutje zaposlenih ključ do prijetnega vzdušja v vrtcu in tudi kakovostnega dela z otroki? Ko svoje sodelavce vprašam, kaj je ključni dejavnik za dobro počutje, največkrat dobim odgovor, da so to dobri odnosi, pripadnost, možnost učenja v svojem nekem varnem okolju, kjer so tudi napake na nek način dovoljene. Velikokrat slišim podpora vodstva in če vzgojitelj opravlja svoj poklic na način, ki ga izpolnjuje, je verjetnost za dobro klimo tako v skupini kot za kakovostno delo veliko večja. Kako težko pa je spodbujati profesionalni razvoj zaposlenih, če vas je v vrtcu Litija 130 zaposlenih, 80 ljudi pa nekako sodi v strokovni kader, delujete pa kar na 9 lokacijah. Kaj je mogoče tudi največji izziv? Res je, da 9 lokacij v Litiji v občini Litija, ki je geografsko kar velika, je poseben izziv. In ko sem pred toliki leti začela kot ravnateljica, je bil moj prvi cilj posameznike povezati v neko celoto. Da ni tekmovanja med enotami, ampak da vendarle delujemo kot vrtec Litija, kot neka enota, kot neko enotna gmota, ki jo pač vodstvo hočeš nočeš oblikuje po svojih najboljših močeh. Ogromno in zelo veliko delamo na skupnem razumevanju. Kaj želimo razvijati, kaj želimo izboljševati, ali vrednote posameznika podpirajo tudi vrednote naše vizije, ki jo imamo, in na tem delamo zares veliko. Veliko metod, oblik dela smo namenili ravno povezovanju kolektiva. Kaj pa za vas sploh pomeni profesionalni razvoj zaposlenih? Tu ne gre le za strokovno usposabljanje določene vzgojiteljice, ki se udeleži kakšnega posveta, izobraževanja ali pa simpozija, temveč vi na to gledate širše, ne? Tako je. Jaz verjamem, da sicer vzgojiteljica pride z nekega seminarja navdušena, to navdušena se lahko traja nekaj dni, nekaj tednov, morda celo nekaj spremeni v svoji praksi, ampak trdno verjamem v to, da če se na ravni kolektiva, strokovnih delavcev, se pravi skupaj z vzgojitelji ugotovimo, kaj je potrebno izboljševati in da to sistematično, načrtno in dlje časa počnemo, je res večja verjetnost, da se te spremembe in te izboljšave trajnostno poznajo tudi pri samem delu z otroki. Zdi se mi pa najbolj pomembna refleksija, se pravi, da se znamo vprašati, kaj, zakaj, kako delamo, kaj lahko izboljšujemo, in če ne bomo stali na mestu, se pravi, da se bo vsak posameznik razvijal v svojem ritmu z nekim skupnim ciljem kolektiva, potem verjamem, da smo na pravi poti. Kako pa vključujete vse zaposlene, v predstavitev ali pa v določanje vizije vrtca ali pa mogoče v določanje prednostnih nalog vrtca v posameznem obdobju? Omenili ste bolje, da so ti skupni projekti, v katerega so vključeni vsi zaposleni, ampak kako to v praksi storite? Ena stvar je prepoznavanje potreb. Prepoznavanje potreb tako otrok kot vzgojiteljev. To lahko storim sama s svojimi pomočnicami, ko pač spremljam in opazujem delo. Zelo veliko vlogo imajo njihovi predlogi. Ob koncu šolskega leta dobijo vedno poročilo in v poročilu je vedno nek obrazec poročila in tam je vedno vprašanje, kaj potrebujete, kaj menite, da bi lahko izboljševali, kaj predlagate kot vsebino prednostne naloge.
in potem to na prvem vzgojiteljskem zboru, ki ga imamo konec avgusta, to potrdimo. In že takrat nekako se poviharimo skupaj, katere aktivnosti, dejavnosti bi lahko skozi to prednostno nalogo uresničevali, in mislim, da že takrat vzgojitelji dobijo nek vpogled, kaj jih čaka v prihajajočem letu. Letos imate prednostno nalogo nekako petje, poj in prepevaj z menoj, ne, je naslov. Je ta ideja prišla od vas ali od zaposlenih? Kako je to viharjenje potekalo, da ste izbrali za to leto to področje? Mislim, da je kar kombinacija obojega. Sama opažam, saj kot vzgojiteljica pred 20 leti se mi zdi, da se je več prepevalo v naših oddelkih, pa tudi mnogo zapisov v poročilih naših strokovnih delavk je bilo, da bi lahko bilo petje in glasba nasploh ena izmed prednostnih nalog. In ko smo avgusta to dali kot predlog, je kar završalo in zelo dobro bilo sprejeto. Tako da se mi zdi, da izbira prednostnih nalog je kar dobra popotnica za dobro delo. Naprimer, če lahko omenim še lansko letno, mi imamo 2 do 3 prednostne naloge. Lani je bila beri in se pogovarjaj z menoj, ker smo ugotavljali, da je vedno preveč te tehnologije, telefonov, tablic. Smo skozi pravljico živeli celo leto, bolj poglobljeno. To ne pomeni, da zdaj nič več ne beremo, no letos pa bolj pripevamo, pojemo, in ja, tudi izobraževanja in druge oblike strokovnih razprav so vezane na petje. Ko se na sestankih dobivate strokovni aktivi vrtca, so vaša druženja vedno pripravljena tako, da vključujejo debato pa igro, v smislu tudi nekih delavnic. Te različne oblike dela lahko vključujejo naprimer tudi igro vlog, viharjenje, ledolomilce. Zakaj ne klasičen sestanek, bolj v smislu predavanja in potem razprave po njem? Ja, jaz verjamem v to, da interaktivne oblike, kjer je aktiven vsak udeleženec, so veliko bolj in lažje sprejete tako med zaposlenimi ali med otroki. Večkrat jaz sicer delam bolj z zaposlenimi in svojimi sodelavci, ki so odrasle osebe, pa vendar večkrat rečem tako kot pri otrocih. Če imajo otroci frontalno obliko ali skupinsko v manjših skupinah, tako da so aktivni, da imajo nekaj v rokah, da se igramo, je velika večja verjetnost, da so otroci aktivni in si to zapomnijo. In enako je pri zaposlenih. Res s kolegicami v vodstvu, se pravi z mojimi pomočnicama, izjemno inovativne, poskušamo izbrati res različne oblike in metode dela, pa je to pač to viharjenje, ki ga poznamo vsi, da zapišejo. Potem tudi z Lego kockam smo se že igrali, primer smo gradili idealen vrtec, ni bil pomemben rezultat, kakšen je bil ta Lego izdelek, ampak te procesi, ki so tekli, ko so kocke sestavljali, kaj pa je pomembno za idealen vrtec, to je pomembno. Potem smo risali, kako si predstavljaš zelo dober odnos vzgojitelj, pomočnik. Ne pisali, risali in spet preko nekih simbolov so kolegice razmišljale, se pogovarjale in to je tisto, kar je pomembno. Ogromno krat se pogovarjamo na način, ko mora vsak biti aktiven, imamo različne simbole, to tudi preko kart, preko družabnih iger, ravno kar smo imeli neko strokovno razpravo v obliki človek ne jezi se, ne vem, prileti kocka na modro polje, vzameš modro vprašanje in odgovoriš nanj. Skratka, te oblike so take, ki ostanejo, kjer si sodelavci zapomnejo, kaj smo počeli, so aktivni, participirajo in verjamem, da to nekako povezuje in vpliva tudi na profesionalni razvoj. Na vzgojiteljskih zborih imate celo nekoliko drugačen sedežni red. Poleg vseh teh oblik in metode dela, ki ste jih zdaj omenili, so že takoj na začetku bili vsi zaposleni za tako obliko dela na sestankih? V bistvu vsi ne. Nekateri so to celo zapisali v svojih poročilih. Gre pa za to, ko imamo mi vzgojiteljski zbor, je to okrog 80 ljudi. Naravno je, da se usedeš z nekom, ki si sicer blizu.
Mi imamo na vzgojiteljskih zborih vedno te delavniške oblike, se pravi, vedno imamo postavljene miza, za vsako mizo sedi 10 ljudi. In mi smo že res, mislim, da pred 15-16 leti uvedle neko obliko sedežnega reda, ko prideš v prostor, izžrebaš ali neko številko, ali barvni bonbon, ali recimo letos, ko imamo prednostno nalogo Poj in pripevaj z menoj, smo jim razrezali besedilo neke otroške pesmi, pa so se potem mogle združiti za isto omizje. Lani je bila to pravljica, enkrat smo razrezali en recept, pa so pol ugotovile, pečejo pico ali kuhajo ješprenj. Skratka, lahko so to zabavne in vedno se usedejo drugače. Moram reči, da odzivi na začetku so bili tudi, pa zakaj ne morem sedeti z nekom, ki mi je blizu. Moram pa reči, da v zadnjih letih je to postalo del naše kulture in zelo, zelo dobro sprejeto. In prebiram njihove, pa tudi poslušam njihova opažanja. Sedela sem z nekom, ki me je presenetila, sploh jo nisem poznala v tej luči. Kot sem že prej rekla, smo na različnih lokacijah, morda se s kom nikoli niti ne pogovarjaš, no to pa je priložnost, da ne samo, da sediš, celo pogovarjaš in vihariš v nekaj strokovni razpravi. To nekako prispeva k povezanosti, ne, kadra v vrtcu. Kaj pa igre vlog? Je tu naloga nekako spodbujati tudi empatijo zaposlenih, razumevanje? Ja, vsekakor. Igra vlog je tudi ena izmed metod. Če se ti znaš postaviti v čevlje starša, ali pa ne nazadnje v čevlje otroka, da začutiš vidik nekoga drugega, je lahko super izkušnja. To je mnogokrat težko, ampak z vajo pa z več ponovitvami gre. In imeli smo tudi že video coaching, se pravi, so se kolegice posnele in so se potem v dvojicah, trojicah pogledale sebe z nekega drugega vidika, kako bi jaz to počel. Skratka, to so vse metode, ki te nagovarjajo k refleksiji svojega dela, kako bi lahko drugače, kako bi lahko boljše, hkrati pa poteka izmenjava izkušenj in vse to vpliva res na razvoj kakovosti. Za skupine zaposlenih, ki se oblikujejo po potrebi, pa ste razvili tudi koncept debatnih uric. Kaj to je, kako to izgleda in odkot tudi pobude za te urice in za teme, ki jih izberete? Ja, mi smo kar same jih poimenovali debatne urice in sicer, tako kot sem rekla, izbiramo predloge za prednostne naloge. Včasih so pa predloge vsebin, o katerih bi želeli naši vzgojitelji več slišati ali se izobraziti, pa jih nekako ne moremo zapakirati ali v prednostno nalogo ali v načrtovano izobraževanje, pa smo rekli, pa imejmo debatne urice. Pa so bile na primer debatne urice, to potekajo v jutranjem času od 6:30 do 8:00, največ je tja do 15 strokovnih delavcev. Pogovarjamo se pa različne vsebine. Imeli smo tudi že na primer delo s potencialno nadarjenimi otroki, se pravi z otroki z višjimi potenciali, ali delo v kombiniranih oddelkih. Mi imamo kar nekaj oddelkov, kjer je starostni razpon več kot 2 leti. Potem morda, mislim, da smo imeli letos debatne urice vzgojitelj začetnik, kako oblikovati letni delovni načrt. To je bila tudi njihova želja, da se dobimo. Skratka, različne teme, včasih celo ponovimo. V tem trenutku smo imeli debatne urice o refleksiji svojega dela in sicer kako vključujemo otroke v celem procesu, pri načrtovanju, pri izvedbi, pri evalvaciji, kje smo, kje imamo težave, skratka z veliko reflektivnimi vprašanji in mislim, da so bile kar dobro sprejete. Ste tukaj samo zaposleni v vrtcu ali mogoče povabite tudi kakšnega strokovnjaka od drugod, torej da sodelujete tudi s kakšnimi drugimi ustanovami v svojem okolju? Zdaj, če govoriva samo o debatnih uricah, smo samo zaposleni. Sigurno pa sodelujemo z mnogimi drugimi zavodi, zelo dobro sodelujemo s Pedagoškim inštitutom, Zavodom za šolstvo, tudi v lokalnem okolju najdemo institucije, ki nas tudi strokovno podprejo. Tukaj bi rada omenila Center za krepitev zdravja, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Litija in ravno na zdravih
odnosih smo imeli zdaj kar nekaj delavnic, mislim, so bile 4 ponovitve in potem še tehnike sproščanja, tako da moram reči, da ne samo strokovno podprto, tudi za to dobro počutje in za tisto, kar se nam zdi pomembno, za dobro klimo, smo dobili v domačem okolju. Kaj pa organizacija vseh teh sestankov, izobraževanj, viharjenj in podobno, ne? Glede na to, da imate 9 lokacij, 80 zaposlenih oziroma 130, če vključite še ostali kader, kako težko je to organizirati na ravni vrtca oziroma kako prilagodite potem te programe, da jih lahko obiskuje čim več zaposlenih? Vsekakor smo fleksibilne tudi pri načrtovanju tega in tudi tu poskušamo poslušati svoje sodelavce. V enem obdobju, ko smo slišali, da je tega v popoldanskem času čisto preveč, smo se odločile in ponudile te urice v dopoldanskem času, se pravi v jutranjem času, se pravi od 7 do pol 9, kot sem prej omenila, za debatne urice. Potem poskušamo nekatere vsebine dati izbirne, se pravi, če imamo zunanjega strokovnjaka, ni nujno, da so vsi vključeni, ali damo več terminov na voljo. Skratka, poskušamo biti prilagodljivi. Vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi, določene vsebine so pač obvezne in so del naše delovnih nalog. Vse ostalo pa mislim, da smo kar fleksibilni. Je pa tudi tako, da so te vsebine, da jih nagovarjajo, no, in si mislim, da tudi želijo. Recimo letos imamo Poj in pripevaj z menoj, kot smo že omenile, dobimo kolegico iz Zavoda za šolstvo Inge Breznik, mislim, da smo jo vsi veselimo, ker verjamem, da nas bo navdušila še za dodatno pevsko vsebino v naših igralnicah. Po sestankih, zborih, delavnicah pa ste že nekaj tudi omenili, ne vedno naredite evalvacijo, preverite, ali so bili sestanki uspešni, ali so dobili odgovore na svoje vprašanja, pomisleke zaposleni. Je to v obliki vprašalnikov, kako pridete do tega povratnega mnenja njihovega in se torej zaposleni počutijo dovolj varno in sprejeto, da odkrito povedo svoje mnenje, torej tudi, če je nekoliko bolj negativno? Jaz mislim, da je to tudi postalo del naše kulture. Ta poročila, ki sem jih že omenila prej, se pravi zaključno poročilo, ima vedno nek prostor za oceno izobraževanj, oceno sodelovanj, skratka, kar mislim, da je cel A4 namenjen temu. In tako kot ste rekli, po vsakem srečanju, pa naj bo strokovni aktiv, naj bo vzgojiteljski zbor ali samo izobraževanje, pa smo se tudi navadili, da damo kratko evalvacijsko vprašanje. Kako si se počutil, kaj te je navdihnilo, kaj si boš zapomnil, ali te je morda kaj zmotilo in pa ali imaš kakšno sporočilo za vodstvo vrtca. In jaz mislim, glede na to, da to dobijo res vsakokrat, so tudi ti njihovi zapisi iskreni. Možnosti imajo, ne bom rekla, da to vsi naredijo, ampak tisto, kar pa je zapisano, pa je slišano, prav gotovo. In sigurno se z vsem niti ne strinjam, sem pa vesela vsakega mnenja, ker imam možnost kakšno stvar pojasniti, kakšno stvar razrešiti, kakšno stvar seveda upoštevati pri naslednjem srečanju, pri naslednji obliki. Opažam pa še nekaj, da je kriterij kakovosti tudi zaradi teh naših oblik, tudi pri naših sodelavcih vedno višji. Niso več zadovoljni z vsem in tudi, če pridejo kje od odzunaj kakšnega seminarja, rečejo, veš kaj, pri nas imamo kar dobro to postavljeno, tako da se potolažim, no? Tako da se mi zdi, da smo kar na pravi poti. Imate pa tudi letne razgovore, ne, z zaposlenimi, ne sicer z vsemi vsako leto. Kaj pa tu želite doseči, izvedeti? Kaj sprašujete svoje zaposlene? Kakšno mnenje želite pridobiti od njih in kako potem to usmerja vaše delo? Ko sem bila na začetku ravnateljevanja, sem si tako optimistično zadala, da bom z vsemi opravila letni razgovor. Seveda to ne gre, sploh če hočeš to opraviti res dobro. In dober letni razgovor traja v mojih očeh 1 uro. Tako da zdaj, tako kot ste rekli, tega ne opravim vsako leto, imajo pa možnost
izbere. Se pravi, jaz dam termine, čas, da si zapišejo, da vpišejo v tabelo, kdaj bodo prišli. Sprašujem pa po različnih področjih. Eno je delo z otroki, kako se počutijo, kje se počutijo močno, kaj jim je v preteklem obdobju dobro uspelo, kje pričakujejo podporo vodstva, kaj pričakujejo od mene, kako so starši, imajo kakšen izziv na področju sodelovanja starši, s kakšno komunikacijo, s kakšnimi, bom rekla v narekovaju, zahtevnimi starši, ko potrebuješ morda več znanja, več veščin. Potem, kako smo v odnosih. O odnosih vedno vprašam, zato ker vem, da so to eni pomemben dejavnik dobrega počutja. Tukaj tudi izrazijo, s kom bi želeli delati v naslednjem letu v paru, če bi želeli enoto zamenjati. Pa upoštevate to? Lahko upoštevate to? Vedno, ravno ta teden sem recimo rekla, počasi se oblikujejo oddelki za drugo leto, sporočite mi, kaj želite. In vedno tudi napišem, seveda ne moramo upoštevati vsega, ampak če ne vem, potem tudi ne morem. Tako da se pa trudim, da je v večini upoštevano, pa kakšno leto kateri ugodim, kakšno leto drugi, imajo pa možnost, tako da jaz mislim, da se tega kar poslužujejo. Kakovost in pretok znanja in dobrih praks želite vzpodbujati tudi s kolegialnimi in medsebojnimi hospitacijami, ki jih izvajate v vrtcu Litija. Kaj to sploh je? Jaz vedno trdim, da v naših igralnicah nastaja ogromno dobrih praks. In izjemno sem hvaležna tudi mojemu predhodniku, ravnatelju, ki je že takrat uvedel kolegialne hospitacije. Se pravi, ko je kolegica, vzgojiteljica pripravila neko vsebino, so prišle in zdaj seveda prihajajo kolegice opazovati to učno uro, recimo temu tako. Včasih jih pride 3, včasih 5, včasih 10, odvisno od organizacije dela, od odsotnosti, skratka, da je še vedno varno za vse otroke. Temu rečemo kolegialne hospitacije. Najbolj pomembno je, ko se potem po tej uri usedemo skupaj in poreflektiramo, kaj smo videli. Vsak, ko pride na hospitacijo, ima tudi opazovalni list, se pravi, ve, kaj opazuje, to ni kar tako, se mora pripraviti. In ta razprava je izredno dragocena. In jaz trdim, da smo v teh letih res vzpostavili neko varno okolje, kjer se lahko odkrito pogovarjamo. Da kritika ni kritiziranje, ampak je konstruktivna kritika, kaj bi pa lahko naredila drugače, kaj bi pa jaz na tvojem mestu naredil drugače. Ne bom rekla, da ni prisotne treme, ampak vem in dobim to informacijo, da je zadovoljstvo potem še toliko večje, ko je ta kolegialna hospitacija upravljena. Medsebojna hospitacija, spet ta termin smo si kar mi izmislili, smo pa uvedli pred parimi leti, ko pa vodstvo, se pravi jaz pa moji pomočnici, določimo 2 vzgojiteljici, ponavadi sta to iz različnih enot, podobno starimi otroki, ko se v enem obdobju zamenjata. Se pravi, ena opazuje delo druge in potem se zamenjata, mi pa dobimo potem samo zapis. Se pravi, pripravo na delo, kako si se počutil, ko si pripravljal, kaj si pričakoval, da kolegica vidi, in obratno, kako sem se počutila, ko sem te opazovala, kaj sem se naučila, katero idejo bom uporabila pri sebi. In moram reči, da so to oblike kar dobro sprejele tudi to medsebojno hospitacijo. In spet, ena izmed oblik, kako lahko strokovno in profesionalno napredujemo. Ravno to sem vas želela vprašati, ne? Včasih mogoče kdo ni najbolj zainteresiran za to, da bi nekoga sprejel v svojo učilnico, v svoj delovni prostor, ne? Ampak glede na to, da imate že kar nekaj let, ne, to prakso, očitno pri vas dobro deluje. Kaj pa bi svetovali tistim, ki bi s podobnimi načini dela šele začeli? Kako spodbuditi nekaj takega, da je potem razumljeno kot nekaj, kar lahko prispeva k kakovosti dela, ne pa k ocenjevanju, primerjanju, grajanju in tem stvarem, ki lahko jih da kdo tudi v ospredje, ne? Jaz res mislim, da je to zdaj postalo kultura našega vrtca, ne? In ko sem postala ravnateljica, ko je bilo treba izbrati nekoga, ki bi
prvi sprejel, sem se poslužila metode individualnega pristopa. Se pravi, sem šla k kolegicami, a bi pripravila, pa bom, ne. Sigurno ne bom dala to začetnici, nekomu, ko vem, da ima še veliko drugih izzivov. Ampak ta praksa, ko potem, ko nekako postane utečena in ko vidiš ta feedback, se pravi to povratno informacijo, ko kolegice zvejo in da vedo, da to nič ne boli, ne? Se pravi, da se lepo sproščeno pogovarjamo. Tako da počasi, no. Svetovala bi se kakor počasi, mogoče najprej izbiro, povprašala, kdo je pripravljen. Poskušam izdatno pohvaliti tiste, ki se tega lotijo, to se mi zdi tudi zelo pomembno. Ni samoumevno. In se zavedam, da je prisotna trema. Konec koncev sem tudi sama kot vzgojiteljica bila tega deležna in vem, ko je ravnatelj rekel, no, hospitacijo v naslednjem letu pa ima in mi je srce kar močno razbijalo. Pa vendar, takrat si želiš pokazati v najboljši luči. Narediš veliko in še več in ko je to za taboj, je tudi to zadovoljstvo primerljivo, no, in je vredno. Je pa vedno tako, da med vsemi zaposlenimi mogoče ni zmeraj zavzetost na isti ravni oziroma da je zavzetost nekaterih mogoče manjša, kot bi si vi želeli. Kaj pa takrat naredite? Res je, ko sem jaz navdušena, mislim, da so kar vsi navdušeni, pa pač res temu ni tako. Večkrat se moram sama zavedati, da smo si različni. Da smo si različni tako po starosti, po izkušnjah, po nekem strokovnem znanju. Včasih moram znižati pričakovanja, včasih moram iti 2 koraka nazaj in si reči, tudi tako je v redu. Si pa želim, da bi vsak posameznik se nekako razvijal v svojem tempu. Tisto, kar ne želim in česar poskušamo z vsemi temi oblikami in metodami dela preprečiti, da bi stali na mestu. Se pravi, da še vedno spodbujam, da se sprašujemo, kako bi lahko drugače, kako bi lahko boljše. In se mi zdi, da če je še tako majhen napredek, je boljše kot nič. Vsak kolektiv pa ima vlečne konje, ki naredijo veliko več, kot ti želiš in pričakuješ. Pa imamo tudi tiste na repu, ne, Gaussove krivulje, ko jih pa poskušaš pač po najboljših močeh spodbujati in biti zadovoljen pač z manjšim napredkom. In ta različnost, to zavedanje, tudi tako je v redu in tako mora biti. Pa lahko svoje vlečne konje, če zdaj grdo rečeva, ne, ampak vseeno tudi nagradite oziroma kako jim date vedeti, da cenite njihovo delo? Na različne načine. Ena je sigurno to, da je to pohvala. Zdaj v zadnjih letih imamo pač možnost tudi finančnega nagrajevanja, ki ni tako obilno in se ne bi hvalila s tem, pa vendarle, no, ta redna delovna uspešnost. Jaz enkrat na leto dam tudi pohvalo ravnateljice. Mi se enkrat na leto dobimo cel kolektiv skupaj s tehničnim kadrom po naši prireditvi, ki jo imamo enkrat na leto. Takrat poskušam pobožati tako javno, izpostavim nekaj posameznikov, zapišem, zakaj izrekam to javno pohvalo. Poskušam, ne bom rekla, da sem vedno najbolj uspešna, tudi kaj spregledam, pohvaliti dobro delo. Nimam težav z pač izrekanjem pohvale, se pa strinjam, no, pri takem številu ljudi, da včasih tudi kaj izpustiš. Na tak način. Včasih dobijo kakšno dodatno delo, ne vem, a je to nagrada, ampak v vsakem primeru, če je vodja aktiva, pa če je pri tem uspešen, ne, je tudi lahko, ravnateljica mi zaupa, zmorem to. Potem imamo različne projekte, recimo zdaj se pripravljamo zelo aktivno ta dan vrtca, mi imamo enkrat na leto v aprilu prireditev skupaj z otroki, kjer smo vključeni vsi. Res vsi, od tehničnega kadra, se pravi čistilke, kuharca do mene, vsak ima svojo nalogo, svojo vlogo, in ko je ta dan vrtca za nami, tudi pohvalim, no, tudi ko opravim tisto delo, ki ni v opisu deli nalog.
ki ni zapisano. Predvsem to energijo, to zavzetost, to pripravljenost, to izjemno cenim. In moram reči, tudi ko opravljam razgovore za delo, hočem to slišati. Hočem to slišati, da imajo še kakšna znanja, da imajo še kakšne spretnosti, veščine, ki jih morda ni nujno, da so potrebne za to delo, in poskušamo tudi na tak način, no, da če nekaj znaš, da to lahko izkoristiš tudi na delovnem mestu. Poudarjate, ne, da je uspešnost in kakovost delovanja ene vzgojno-izobraževalne ustanove odvisna v bistvu od vseh vključenih, zato vsi sodelujete, kot ste že omenili, na vaših posebnih dogodkih. Prav tako se na vse spomnite tudi na primer o praznikih, z adventnim koledarjem za otroke in starše ali pa na primer tudi z adventnim koledarjem za zaposlene, pa s personaliziranim rokovnikom za zaposlene. Ali s tem gradite povezanost zaposlenih in po drugi strani tudi povezanost z lokalnim okoljem? Torej, da nekako ob teh priložnostih ne smemo pozabiti na vse deležnike v vzgojno-izobraževalnem procesu. Povezanost vsekakor, predvsem pa tudi pripadnost. Se mi zdi, da čas covida, ko nismo smeli biti drug z drugim, nam je pokazal določena povezovanja, ki smo se jih takrat poslužili. Se pravi, takrat smo se šli prvič spletni adventni koledar in takrat moram reči, da smo to s kolegicom res nekim takim občutkom, z željo po povezanosti, po te pripadnosti, daleč si pa vendar mislim nate, naredili ta adventni koledar na način, da je vsak sodelavec imel pač možnost vsak dan odpreti to okence. Enkrat je bila kakšna modra misel, enkrat je bila kakšna super glasba, enkrat je bil kakšen video posnetek iz preteklih druženj, enkrat je bil en recept za eno dobro pecivo, že nekaj. In ta oblika je bila zelo, zelo dobro sprejeta. Potem smo se tudi lotili teh aplikacij kot Padlet povezave, kamor so lahko svoje COVID čas pa te aktivnosti v tem času delili skupaj, se pravi, da smo se na tak način povezovali. In ta oblika nam je potem kar malo ostala, ne. Recimo lansko leto, ko smo imeli pravljice, zdaj bom omenila te moje vlečne konje, ne, se pravi, te kolegice, ki so samoiniciativno rekle, bom prebrala pravljico, se pravi, šlo je za audio posnetek in starši so lahko vsak dan odprli eno okence in omogočili otrokom poslušanje pravljice. Se pravi, poslušanje pravljice, glas ene izmed naših vzgojiteljic. Letos smo prepevali v adventnem koledarju v decembru, skupaj z uganko, skupaj z spremljavo, in tle sem res neizmerno hvaležna svojim sodelavcem in res jih rada pohvalim in evo, če je zdaj to priložnost, da jih lahko pohvalim in rada jih imam in rada sem njihova ravnateljica in vem, da ko je treba stopiti skupaj, stopimo skupaj. Ampak čeprav so zdaj govorili predvsem o profesionalnem razvoju strokovnih timov in kako v vrtcu vzpostaviti varno okolje, pa tudi timski duh zaposlenih, pa imajo seveda najbrž največ od tega prav otroci. Ja, prav gotovo. Jaz trdim, če vzgojitelj opravlja delo s srcem, se pravi, da je to res njegovo poslanstvo, da ne hodi v službo, ampak hodi na delo z otroki, delo z njihovimi starši, in če čuti to kot poslanstvo, to najprej začutijo otroci in posledično seveda starši in takšne vzgojitelje si želimo in res sem hvaležna za njih, da jih imamo tudi v našem vrtcu. Vzgojitelj, ki sliši, čuti, vidi otroka tako z veliko začetnico, in ja, vse to, kar sva govorili, prav gotovo se to odraža pri otrocih in to znajo prepoznati tudi starši. Morda naj tu na koncu omenim še, da smo lansko leto dali malo bolj razširjen vprašalnik tudi za starše, ker smo želeli izvedeti tudi njihovo oceno. Sicer bom govorila o povprečni oceni, od 1 do 6 so bile možne ocene, ampak smo dobili 5,5, kako ocenjujejo, da se njihov otrok počuti v vrtcu Litija in kako so nasplošno zadovoljni. To sta bili te 2 zadnji oceni, in to je tako dobro izhodišče,
da bomo nadaljevali po tej poti naprej. Samoevalvacija tudi na ta način je najbrž dobrodošla. Definitivno, jaz sem velik pristaš te samoevalvacije, refleksije. Mi recimo ta strokovni aktiv, ko smo jih v zadnjih 3 letih tako zares poglobljeno delali, smo zdaj že 2-krat evalvirali in moram reči, da kljub temu, da so za mnoge strokovne delavce zahtevni, ampak ta struktura, ki jo imamo na teh sestankih, na teh srečanjih, pomaga tudi pri izboljševanju dela, kakovosti, pa ne nazadnje pač tudi profesionalni rasti, saj to je tako zelo povezano. Liljana Plaska, najlepša hvala za pogovor v podcastu Misija. Kakovost, uspešno in kakovostno delo še naprej. Hvala lepa.